Sedanja vpetost vojašnice generala Maistra v samo mesto in njegovo dogajanje je še kako pomembna. Ne nazadnje tudi zaradi preteklosti Maribora in vojaške zgodovine, ki je vse skozi prepletena z mestom in njegovim razvojem. Pekrski dogodki so zelo jasno pokazali, da Maribor, kljub temu, da je imel nekako v Jugoslaviji status levega, bolj pro-jugoslovanskega mesta, točno ve, kje je njegovo mesto v zgodovini. Tako da ne samo pred Pekrskim učnim centrom, ampak tudi pred vojašnicami v mestu, konec koncev tudi pade prva žrtev osamosvajanja. Vsako leto vojašnica generala Maistra odpre svoja vrata prav ob obletnici pekrskih dogodkov, tako da se veliko pohodnikov najprej ustavi v vojašnici, nato pa odidejo v Pekre k učnemu centru. Namen dneva odprtih vrat, da ljudje spoznajo, da mi nismo tukaj neka organizacija, ki se skrivamo za visoko ograjo, ampak da smo v službi domovine in da pridejo k nam, nas poznajo in s tem se spletajo neka odnosi, tudi prijateljski, in zelo smo veseli, da se v velikem številu ljudje odzovejo. Že dopoldan so si lahko obiskovalci ogledali postroj pripadnic in pripadnic Slovenske vojske ter dvig zastave, nato pa tudi predstavitve oborožitve in opreme. Zbrali so se tudi motoristi. Otroke pa je še posebej zanimal tudi preizkus streljanja. Obilica aktivnosti pa je bila letos še dodatno obogatena. Letos pa je to še nadgrajeno z Maistrovim letom, ki smo prav tako prijavili dan odprtih vrat v ta dogajanja z namenom, da mladi še bolje spoznajo delo in življenje Maistra, in v ta namen smo v vojašnici generala Maistra, direktno v kadetnici, postavili razstavo General Maister in boji za severno mejo. V kadetnici so imeli s pomočjo Muzeja narodne osvoboditve Maribor pripravljen tudi kviz o generalu Maistru in o bojih za severno mejo. Muzej se še posebej trudi, da lokalno zgodovino predstavi tudi z interakcijo z mladimi. Zgodovino povezano z generalom Maistrom in pa z borci za severno mejo. Zakaj? Zaradi tega, ker je to ena zgodba, ki navdihuje, ki dokazuje, da lahko pogum in pa torej pogum in prepričanost v to, da počneš to, kar je dobro, lahko pripelje do velikih zgodb. V kadetnici je tudi razstava Koroška bela, italijanski letalski napad 14. avgusta 1917, ki prinaša tudi na naš štajerski konec informacije, ki pri nas niso tako znane. Pomen te razstave je, da sestavimo s posameznimi delčki mozaika eno res celovito, celostno sliko dogajanja na slovenskem prostoru v času Prve svetovne vojne. Zato je zelo dobro, da to, kar se je dogajalo na zahodnem delu Slovenije, prikazati tudi na tem koncu Slovenije, vzhodnem delu. To in druge razstave v kadetnici si lahko ogledate tudi med letom, ne samo ob dnevu odprtih vrat.